Na 9000 km najtežje dirke na svetu, ki je letos prečela Peru, Bolivijo in Argentino, je imel kopico tehničnih težav. Na motociklu je uničil verigo, počila mu je cel oljne črpalke, zlomil je zobnik, resno padel pri hitrosti blizu 100 km/h, enkrat moral motocikl potiskati v cilj, se izgubil in 100 km vozil v napačno smer in eno izmed etap končal s pomočjo sotekmovalca iz Srbije, ki ga je privlekel skozi cilj. Uspešno zaključen Rally Dakar je bil za Marčiča pravo olajšanje. Najlepše bilo priti v cilj, to je bil cilj pred začetkom, pa to je na koncu ratalo, tako da second time. Za Marčiča, ki se je pred motociklizmom ukvarjal z ekstremnim gorskim kolesarstvom, je bil letošnji reli eden izmed najtežjih. Večina etap je namreč potekala po prostrani puščavi in visoki nadmorski višini, kar je svojevrsten navigacijski izziv. Dvakrat sem se grdo zgubil, enkrat sem se peljal 40 km narobe, pa malo manj, mogoče 35, pa še enkrat tudi enih 10-15. Roadbook sem imel površno narejen, včeraj sem šraufal do zgodaj zjutraj in nisem imel toliko časa. Sicer pa puščava ne ponuja zgolj visokih temperatur in kopico fizičnih naporov. Za vožnjo po puščavi je potrebna predvsem psihična stabilnost. 100 km jih je bilo, eni parkrat sem se vstavil na vrhu, da sem malo zadihal, pa pogledal okolje, pa res sam streniče sem si. Prav zaradi zahtevnosti dirke je za mnoge dirkače že uspešen preboj do cilja osebna zmaga. Marčič je letos odvozil svoj 4. Dakar in se drugič uspel prebiti do cilja. Ko sem se glih vstal po 18 urah spanja, čeprav sem 4 ure spal, tako da super. Po lanski nesrečni preizkušnji, ko je ob trku s Stefanom Peterhanslom, kasnejšim zmagovalcem relija med avtomobilisti, doživel dvojni odprt zlom noge, je Mariborčan letos veliko bolj zadovoljen kljub množici tehničnih težav, ki jih je imel z motociklom. Marčič je po končanem Dakarju spomnil tudi na to, da bo za prihodnje izzive potreboval nov motocikl, saj je dosedanji od ostalih težji kar 25 kg, zaradi dotrajanosti pa nagnjen k mehanskim poškodbam in tako praktično nekonkurenčen.